ljudje smo v življenju vedno pod vplivom nekih odnosov, a ne? Se združujemo, povezujemo, že v maternici se povezujemo z mamo, potem, ko se rodimo, se srečamo še z očetom in tako v bistvu nekako skozi življenje gremo skozi različne odnose. Potem, ko smo dovolj stari, pa iščemo že partnerske odnose, se pravi ženske, moške, moški, ženske ali pač istega spola. In seveda takrat se pojavijo pa prvi, bom rekla, pokazatelji tega, v kakšnih vzorcih živimo oziroma smo zrasli gor. Jaz se spomnim, sem imela 21 let, ko sem prebrala knjigo Resnica življenja, in sem dejansko tam prebrala, da smo ljudje podvrženi nekim vzorcem iz, bom rekla, naše preteklosti. Se pravi, ženske zbiramo moške po očetovi podobi in moški ženske po mamini podobi. In najprej sem rekla, ne, saj to ni res, pa to pa že ni tako. In sem primerjala potem mojega partnerja z mojim očetom in sem si mislila, ne, to pa nista čisto nič si podobna. No, ampak s časoma dejansko se je pokazalo, da sta si v velikih stvareh podobna. Jasno, ker jaz, ko sem rasla gor, sem gledala oziroma pač mi je oče kazal svojo podobo. In seveda, da otrok posnema to, kar vidi, oziroma to sprejme, a ne, to njegovo obnašanje, kakšno je bilo, kaj je delal in tako naprej. No, seveda si nista bila čisto podobna, ampak v veliko stvareh pa. In to sem šele kasneje spoznala in videla, da je to vse res. In potem pa, ko pač mi nek odnos, ko mi ta odnos ni več ustrezal, oziroma ko sem videla, da to ne gre več tako naprej, sem seveda najprej zaključila odnos in šla naprej. In potem, ko sem srečevala nove moške, iskala, kakorkoli že šla na zmenke, sem videla, da mi nobeden od teh ni všeč in kaj se zdaj to dogaja, zakaj jaz pritegnem take moške v svoje življenje. No, in to je bilo tisto v bistvu odločilno, da sem jaz začela raziskovati, kaj se v ozadju dogaja. Zakaj priteguje mene in iste moške in ene in iste situacije. Tako da to so bili te začetki, zelo lepi, zelo težki včasih, ampak moram reči, da sem vesela, da sem sploh prišla do te informacije, da dejansko delujemo po vzorcih in kako si pomagati, ne. Tako da evo, to bi bila moja današnja zgodba, vam pa potem jutri razkrijem še kaj več. A poznaš tisto, ki v bistvu ne poveš prav čas, recimo moškemu ne poveš, daj prosim to ali pa daj nekaj, kar te moti, ne. In pol kar čakaš, pa čakaš, a ne, in pol seveda v tebi se začenja jeza nabirati, počutiš se neslišano, nevideno, nespoštovano in pol kar naenkrat izbruhneš kot vulkan, znoriš, a ne, in vsi te tako čudno gledajo, kaj je s tabo, če si a je vse v redu s tabo, a si PMS imaš, ali kaj imaš zdaj, a ne. Luna, A je ja. pa mogoče te luna nos, a ne, ampak ti pa sploh ne, ti pa hočeš v bistvu sam povedati, kako se počutiš na mogoče mal napačen način. Ja, ker velikrat pol s tem, ne, ko bruhamo povsod, ranimo, ne, pa ranimo nekoga, lahko so otroci, lahko je partner. Ne, in potem gre partner v tišino ali pa v svojo jamo s televizijo pa daljincema, ne, in se ne oglaša, je tiho, ne, s tem on procesira, ampak tudi če je tišina, to ne pomeni, da je stvar rešena, a ne? Ni Ja, v rešena. bistvu ne, seveda veliko, jaz slišim tudi ženske, ki rečejo, ja, pa sej pa imava teden tišine, pa sej je vse ok. Ne, ni ok, ker je na energijski ravni, se pa ful dogaja. Mi smo sicer lahko tako kao vsak v svojem kotičku, ampak tukaj je pa to samo potuje, a ne. Ja, En stvar ni procesira, rešena. drug procesira. To vse so energijski napadi tudi in se izčrpavamo. Ja. In dokler igramo te drame, ne more biti harmonije, ne? Če si pa vsi želimo harmonijo, pa srečo, pa ne vem kaj, ne? Ampak ne more biti na tak način, ne? In tudi, če mi želimo nekaj če želimo nekaj izboljšati, oziroma želimo nekaj drugega, kot smo do zdaj imeli, potem moramo nekaj drugače narediti. Enostavno ne gre. Samo po sebi z upanjem, z željo ni zadost. Tukaj je res treba narediti premik, konkreten na drug način. A ne? In jaz osebno bom delila
z vami na vikend odklopu v gozdu Martuljk, zdaj drug konc tedna, eno čudovito vajo, ki je sicer imenuje meditacija, ampak to je več kot meditacija, ker se bomo povezali z Atlantido, ker bomo šli, jaz pravim, dol v globine, ne med delfine in kite, ampak v bistvu z namenom, da odklenemo neka znanja svoja, ki jih imamo, za to, kar zdaj prihaja, za odnose, ki bojo zdaj, ker odnosi ne bojo ostali isti, tako ali drugače, hočemo, nočemo, in se bo vse spremenil, ne. Mi gremo samo odkleni to znanje, ki ga mi že imamo v sebi, ne. Mi lahko imenujemo to, da smo imeli kot svečenice to znanje, ne, mi poznamo po tem zdaj, po tem imenom, te stvari, ampak glavno je, da se odklene v tebi. Ti to imaš, odklenemo in se bo potem to začelo uporabljati počasi. Ne moramo pa z istim, ne. To je zdaj ta novi način, ne moramo pa z istim več, a ne. Torej, Leticija, ti pa boš imela še druge stvari, a ne? Ja, jaz bom pa kar, mi bomo pa delali magične kretnje za odločnost. To je grleni center, ki je v bistvu najbolj izropan od vseh centrov, zanimivo, ne vem, če ste to vedeli, ampak ta center je pri vseh ljudeh večinoma bolj oslabljen kot ne. Okrepile bomo ta svoj center in potem se bomo naučile, kako na prav način skomunicirati tisto, kar želimo od partnerja, oziroma ne, da bomo spreminjali njega, ampak da bomo mi spremenili ta pogled nase, in potem seveda bo avtomatsko se to preneslo tudi na njega. Se pravi, kakšna je tista prava komunikacija. Bistvo pa je najprej, da sebe postavimo v red, da sebe energiziramo. Imeli boste tudi možnost se skričati, izraziti. Vse tisto, kar ste nalagali, kar se je nekje v ozadju, v eni sobici se vaše besede, vaši občutki se zadržujejo oziroma shranjujejo, vse to boste lahko zdaj dali ven in prav je, da se da ven. Ker to je ta namen, ta odmik je namenjen prav temu, da daš to ven na tak pravi način. Mi dve z Barbaro ustvarjava zate varen prostor, tudi energija je tako postavljena, da ti lahko to izraziš, a ne? Tudi če se boš jokala, tudi če boš kričala, karkoli, samo da gre ven, ker to more iti skozi grlo ven, a ne? Ženske smo naučene, da smo lepo tiho, se smečkamo, smo vljudne in tako naprej. To seveda je potrebno v današnji družbi, ampak v določenem trenutku življenja je pa treba dati tudi stvari malo ven. In naredile bomo te vaje, ne, za odločnost. Tako, tako. Ne, to, kar nam ženska manjka ponavadi, ne, ker Ja. smo tako, ker prepustimo, pa vse bi nase vzele, pa vse moramo mi Ja. nekaj popravljati, ne. Ampak moramo znati, nihče nas ne nauči postavljati meje, ne. Ne, To je tisto. to pa res ne. To pa Ja. ženski nimamo vgrajeno v sebi, tako kot imajo moški. To se lahko od njih zelo lepo naučimo. Seveda je to tudi z nekim namenom, a ne? Del tega z nekim namenom, ampak po večini pa je kar treba postaviti si meje. Delali bomo tudi tehniko za premik in preboj v novo smer, se pravi, da se boš lahko usmerila v novo smer, potem, ko se bomo že vse spucale, tisto, kar je še ostalo, in pol gremo v novo smer se postaviti. Tako, ja. In pogledali bomo tudi prednike naše, ne? Ker tukaj se vključuje, vedno pridejo, jaz jih začutam, so tam z določenimi sporočili. In kaj se je dogajalo, ne, z nami, kot skupina pride, ne, ker so podobni vzorci. In bojo tudi povedali, ne, kateri vzorce nosijo naši predniki, kaj je tisto, kar niso naredili, oziroma kar se je dogajalo, da mi lahko tukaj zdaj gremo čez, a ne. Ampak na koncu bomo vsak dan posebej tole tako lepo malo omehčali, malo ženske energije, ki je v bistvu negovanje sebe, a ne, v naravi, ob vodi, savni, lahko v molku, kakorkoli kdo želi. Tako da to je zelo velik del tega procesa in je potreben, absolutno.
Ja, Ja. prizemljitev, se pravi, vse to, kar boste se naučili, kar boste spoznali, ta spoznanje je treba prizemljiti in zato imamo te popoldneve, imamo savno, vse bo z namenom narejeno, se pravi, vse je, mi da imamo postavljene namere in vse bo obredno, tako da boste res se lahko pocrkljali, ponegovali in obenem, ne, tako kot smo rekli, dali nekaj ven iz sebe, kar ni potrebno. Smo pa v prekrasnem gozdu Martuljek. Sneg bo, če jaz kaj prav vem, in bo res idealno. Veste, tisto, ko greš, ko hodiš po snegu, pa lepo škripa, tišina okoli tebe. Mislim, tako res bolj idealnih pogojev si ne moremo zamisliti za tak vikend odmik. Ja, tako da lepo, lepo vabljene. Ja, čau, čau. Čau, čau. Največji ubijalec partnerskega odnosa so naša pričakovanja. Verjetno eni in drugi imamo v sebi neka pričakovanja, kaj bi partner mogel narediti, kdaj bi mogel narediti in tako naprej. Jaz bom govorila v ženski, torej kako se ženske ob tem počutimo. In seveda, recimo en primer je bil, ko sem jaz hodila v Ljubljano in sem prihajala zvečer domov in sem pričakovala od mojega partnerja, da bi mi skuhal večerjo. Ali pa da bi me, ko jaz vedno pokličem, ko štartam, vprašal, draga, kaj boš pa, a bi danes kaj jedla, ti kaj pripravim za jesti, ne? Ampak, ko sem to izpostavila, je rekel, ja pa reč mi, a ne, reč mi. Ja, dostikrat bi ženska, ali pa vsaj jaz sem taka, bi rada, da bi nekdo me vprašal, brez da jaz rečem. To je zato, ker ženske smo skrbnice že po naravi, naučene smo tako, da skrbimo za druge, imamo ta tudi čut materinski, bom rekla, da lahko skrbimo za otroke, a ne? Kaj bi pa bilo, če ga ne bi imele, bi otroke kar puščale vse posota, jaz grem malo na aerobiko, pa mi ni. Ja, je to v bistvu je dobro, da ga imamo, ne? Ampak seveda, po drugi strani pa pričakujemo od moškega, da bo ravnal enako. Ampak ne bo, a ne? Ker moški niso tako vzgojeni. In zdaj dobro je zato prepoznati sebe, torej svoja pričakovanja, vedeti, kaj imamo mi v ozadju, kaj pričakujemo, zakaj pričakujemo in odkje to izvira. Ali je to sploh moje? Seveda se o tem tudi pogovoriti s partnerjem. Super je, če imaš takega partnerja, da je odprt za take stvari, da v bistvu želi s tabo rasti, da se želi s tabo, da želi s tabo predebatirati stvari in občutke. Če pač ne, mogoče je fino, mogoče najdete kakšno pomoč, da začnete komunicirati, ker ženske smo drugačne. Ženske imamo to željo po razreševanju, po pogovoru in po nekem rezultatu na koncu, ne? Tako da ja, vsaka naj najde svoj način. Predvsem pa, dajte si pogledati še sebe, kaj pa je v ozadju, torej, kaj je podobno pri tebi kot pri partnerju, ker vedno sta skupaj z nekim razlogom. Ne samo zaradi hiše, pa zaradi otrok, ampak tudi zaradi vzorcev oziroma nekih stvari, ki jih imata skupne. In ko ti to ozavestiš, vidiš, prepoznaš in dejansko greš lahko naprej. Ok, toliko za danes, spoštujte svojo energijo, pa se vidimo. A se to tebi kdaj zgodi, da nekaj poveš tvojemu partnerju in ta podvom v to? Te glih, tako te malo, ne ve, če bi ti verjel ali ne, ampak ti z vsem bitjem veš, da je tako prav. In veš, da mogoče se bo to zgodilo, mogoče dobiš celo kakšen uvid, kaj se bo zgodilo. Da rajš ne tega narediti, recimo, ker se pogovarjate o kakšnem projektu, rajš ne tega, ker lahko pride do tega in tega in tega. In partner te pa tako malo čuden gleda. Ja, to je čisto normalno, zato ker ženske imamo maternico. In ženske smo zaradi maternice močno intuitivne in zaznavamo, kaj se dogaja. Včasih se veste, pride partner domov, ti ga poskeniraš v sekundi, točno veš, kako se počuti, kaj se dogaja in tako, brez da ti pove. Ampak seveda potem ti vsega poslušaš in da ti pove, kaj se je dejansko zgodilo in s tem potrdiš tvojo zaznavo in tvoje videnje.
Ampak, dostikrat se pa zgodi, da partner recimo ne verjame temu, kar mi rečemo, a ne? Malo podvomijo, nas tako malo pogledajo, ne vem, a bi ti verjel ali ne. In potem smo mi seveda v poziciji, ko jaz recimo kakšno stvar vem, ne znam povedati od kje, ampak samo vem jo in kako zdaj to dokazati. Jaz to ne morem dokazati, a ne? In pa zdaj, če je zadeva pomembna, potem vztrajam v tem svojem videnju in čutenju. Če ni tako pomembna, včasih kar pustim. Ampak vsem pa se izrazim in povem mojemu partnerju, lej, jaz sem to začutila in vem, da je tako, a ne? A lahko prosim, vsaj sprejmeš, vsaj delček tega sprejmeš kot možnost, kot da je to resnica. Ker na drugi strani moški je razum, on vse premisli, deluje na ta način, ne? Mi zaznavamo, oni pa razmišljajo. In eni in drugi se moramo naučiti v bistvu obeh teh kvalitet, ne? Ženske mogoče malo več tega racija, na drugi strani pa moški več intuicije in tako v bistvu se bomo harmonizirali. Zdaj, v partnerstvu, ko se spoznaš, ne, je dobro vedeti pluse in minuse, ne? Recimo, kakšni so moji plusi in kakšni so moji minusi in enako za partnerja, ne? In pol jaz vem, jaz na enih področjih nisem tako močna, kakor je on, a ne? In potem se pogovoriva na tak način, da seveda, ko on pove, predelava stvari in narediva tako, kot recimo on ve. Na drugih področjih sem pa jaz bolj tista, ko vodim v pogovor ali pa recimo rečem, lej, to bi bilo pa boljše tako narediti, ne? Enkrat se spomnim, recimo smo delali zunaj stopnice, ne, moj partner zelo veliko sam dela in stopnice sva si zamislila tako, bom rekla v teoriji, a ne, na en način. Pa me pokliče ven pa reče, lej, pridi ven, a lahko pogledaš sam, kako to izgleda? In jaz, ko gledam, ne, to nikakor ne bo šlo čez. Če midva tako narediva, se bova direkt zaletela v hišo. Stopnice morajo biti takole na 2/3, se pravi 1/3, ki že gledaš dol, ne, ker imamo pol navzdol, imamo še stopnice in 2/3 si lahko nekako v hišo, zato da se ti tukaj odpre, bla, bla, bla in tako naprej, ne. Ja, in on me je upošteval, rekel, ja, bravo, dobro, da si povedala, dobro, da si prišla glih v pravem času. Ampak, ne, jaz se zavedam, jaz lahko tukaj nekaj teoriziram, pa se delam pametno, ampak on je pa dejansko te stopnice pol naredil, a ne. In so zaradi njega zdaj tam in zaradi njega lahko hodimo po stopnicah, a ne. A vidite, koliko je to vse povezano? Mi, ženske, imamo vse neko več vrednost, tako da moški so pa manj vredni oziroma moški so pa taki, pa taki, pa taki. In na drugi strani seveda moški enako govorijo za nas, a ne, logično. Ampak dajmo že enkrat to nehati delati, dajmo prepoznati, kaj pa moški vse daje. Moški je dejansko, brez njih ne bi bilo nič, ne bi bilo hiš, ne bi bilo, ne vem, stvari, ki so si jih izmislili. Oni so močnejši fizično, oni lahko ful veliko stvari naredijo več, kakor mi, a ne? Mi smo pa na drugih področjih dobre. In dajmo prepoznati ta področja, dajmo jih nekako skupaj dati, a ne? Zdaj seveda, če je eden ali drugi preveč trmast, pol to ne bo šlo, a ne? Imamo to take, ki nočejo in ne bojo sprejeli ženskega mišljenja, ma kaj si je ona mislila, ne? Ne? Tudi taki so, ker so bili tako vzgojeni, ker so jih tako prepričali doma. Ženska je samo za to in to, pika. In mi zdaj razbijamo ta prepričanja preko sebe, preko svoje izkušnje in preko svoje lastne integritete. Mi, kar bomo povedali, moramo stati za tem. In zdaj, seveda, najtežja stvar pa je, recimo, če v odnosu čutiš, da ni to, ne? In ti točno veš, da ni to, pa vseeno vztrajaš, potem trpiš. Treba se je naliti vsake toliko časa čistega vina, a ne? Ali pa kozarc vode. In dejansko narediti nekaj v tej smeri. Če nekaj ni okej zate, ne vztraji v temu, ker samo trpiš, del tebe trpi in potem bo enkrat to zbruhnil ven in ne bo v redu, a ne? Enako pri moškem.
enako, obe strani rabita si priznati, da to recimo ni to. Seveda je treba delati tudi na teh vzorcih, na prepričanjih, na projekcijah, ki jih imamo. In zato je pač priporočljivo, da se dela z svojo energijo, da širiš svojo zavest, da spoznavaš tudi predvsem svoje napake, ne tudi, ampak predvsem svoje napake. Ker mi nismo popolne, moški niso popolni, nihče na tem svetu ni popoln. Samo to je zelo težko priznati, ampak vseeno, zdaj, če tole gledate, mogoče si vseeno napišete na list, pa si priznate te svoje pomanjkljivosti, pa na drugi strani partnerjeve pomanjkljivosti, pa svoje pluse, pa na drugi strani pozitivne stvari pri partnerju. In potem vidite, česa je več. In če ne gre drugače, se odločiš na podlagi tega, da z nekom nadaljuješ nek odnos. Lahko je tudi to kakšen drug odnos, ampak ja, partnerski je eden izmed takih zelo pomembnih odnosov v naših življenjih in vidite, kako in kaj naprej. V glavnem, ja, sprejemati sebe takšne, kot smo, moške takšne, kot so, seveda pa rast skupaj, se pravi, najdete načine, da se podpirata in da rasteta preko tega odnosa. Ta odnos je vseeno izbran s tvoje strani, je bil prostovoljno izbran. Tako da, ja, če si zadovoljna, zadovoljen v njem, ok, če nisi, pejte v eno smer, da si pomagate. Ali neke skupne terapije, delo na sebi, ne vem, karkoli. Danes je že toliko na voljo, da se da veliko stvari narediti. Tako, to je to za danes, drugič pa še o kakšni drugi stvari. Čau. Leticija, veš, a veš tole, ne? Ko greš na stranišče, pa se kregaš. Glede WC papirja, glede pokrovece, kako mora biti gor dol, potem kako ti stisneš pasto, zaenkrat imamo še take fizične paste, v glavnem, pa tiste nogavice tam srednjevne ali pa v spalnic, in pol, kaj smo ženske, sitne smo glede tega, lahko je tudi obratno, po večini smo ženske tiste sitne. Ja, pa In pol, seveda. kapljica, pa kapljica, pa kapljica, pa to je cel bazen, in pa sem bruhavan. Ja. Ampak mi dve imamo neko drugo rešitev za to bruhanje, bo povabila pol na vrhu ali pa spodaj nekje, ampak kaj pa je s čokolado, niso samo nogavice, je čokolada. Joj, so ne govor mi, jaz danes nisem spala, ker sem razmišljala, kam bom skrila to čokolado. A veš, pri nas je tako, jaz kupim čokoladico, lepo, kakšno zelo dobro, in pol košček po košček vsak dan si privoščim, malo pojem, uživam v tem, in seveda, ko si ta čokolada tam na voljo, moj, on pa poje celo čokolado, razumeš, ker njemu ni dosti en košček, In pol jaz to enkrat kupam, ok, pa drugič nasankam, pa tretjič, pa tako že ene par let nasankam, da vsakeč znova, ker pa jaz hočem košček, ga pa ni, Noč, pa sem pa začela skrivati čokolade, razumeš? Kot da je to ne vem kakšno zlato, nek zaklad. In zdaj pač skrijem čokolado in si privoščim tisti košček vsak dan. In moram reči, da je bil na začetku užaljen, In je rekel, mislim, da kaj se grem. Še moj sin mi je rekel, pa mami, pa kaj se ti greš, kaj ti to čokolado nekaj skrivaš, Ja. Ampak, mene čist nič ne briga, vi si kupite svojo čokolado, jaz imam svojo skrito in vi lepo delite, kar šte. In seveda, oni zdaj že malo vejo, kje so te čokolade skrite. In zato jaz danes nisem spala, ker sem razmišljala, kam bi jo lahko še skrila. No, pa mogoče pa tja na tla, tam, kjer so pod njegove nogavice, a veš, kaj je Marko po tleh. Po mojem bi najbolj deloval, Tja nam pogledal. Ja, in take malenkosti, vplivajo vsak dan na skupno življenje, in na odnose, partnerske ali kakšne druge odnose. Ampak obstajajo rešitve, da
da gremo čez to in se to spremeni v harmonijo. Tako da. Ja. To, da moramo v partnerskem odnosu spremeniti sebe, nam nikoli ni všeč, ker vedno bi raj spremenili druge. Sam to v tem življenju ne gre in je treba v bistvu biti toliko samokritičen, da veš, kje so tudi tvoji minusi, kaj se v tebi dogaja in zakaj je tako. Zdaj se jim, da eni mogoče nočejo delati na sebi, pa tudi nimajo tega potrpljenja, mogoče niti discipline in pač ustrajajo v nekem svojem, ampak naša zavest ne deluje tako, ne deluje, v bistvu naša duša si želi napredka, si želi svobode, si želi izražanja. In zdaj, če imamo mi znotraj sebe neke blokade, potem seveda se ne moramo izraziti tako, kot bi se želeli. Zdaj, če kot ženska govorimo o partnerskem odnosu napram moškemu, je dobro vedeti določene stvari, predvsem pa meni osebno zelo pomaga dogovor, 4 dogovori in to je ta dogovor, ki pravi, ničesar ne jemlji osebno. Ker ničesar nič na tem svetu ni osebno. Vsak deluje iz svojih vzorcev, iz svojih prepričanj, iz svojih projekcij, ki jih imamo vsi. In potem, ko nekaj nekdo reče tebi, to ni zaradi tebe, ampak zaradi te osebe. Seveda, to že tudi vemo, da je temu tako, ampak vseeno pademo na to finto in vseeno vzamemo osebno. In smo užaljeni, jezni, razočarani, žalostni in tako naprej. Delo na sebi te usmerja v to, da ti ozavestiš te notranje rane. Ker to so samo neke rane, ki se pokažejo. Naša užaljenost je del našega ega. Ego pa ni svetloba, ego ni svoboda. Ego je veliki mislec, ki misli, da ima vedno prav in ki nas drži ujete v nekem kalupu. In ti ne dovoljuje, da rasteš, ne dovoljuje ti, da se širiš. Seveda pa ego spustiti pa ni lahko. Večinokrat smo rajš v odnosu, se gremo tihe maše in tako naprej, kot da bi priznali, da nimamo prav, da smo se zmotili, se mogoče partnerju opravičili ali pa partnerki, govorim zdaj za oba, in bi zadeva šla naprej. Tako da definitivno delo na sebi te čaka, če si želiš izboljšati partnerski odnos, hočeš, nočeš. Spoštuj svojo energijo in se vidimo v drugem videu.